Globalizacija ima zanimive učinke. Včasih jih ne maramo, včasih pa pripelje tudi kaj dobrega. Recimo Kia Seltos, ki je v Evropi nismo poznali, velik del ostalega sveta pa že. In zdaj je pri nas. No, točno ta ne, ta je v Nemčiji, ampak konec poletja bo tudi pri nas. Seltos je globalno za Kia drugi najbolje prodajan model, takoj za Sportageom. In ker spada v segment C-SUV, ima veliko potencijala, da postane uspešnica tudi v Evropi. Hecno je, da s Sportageom v bistvu oba spadata v isti segment, samo da je tisti čisto pri zgornjem delu, ta pa čisto pri spodnjem, tako da je Kia dejansko pokrila vse. Tudi zato, ker je v istem segmentu potem še Exit, ampak tistmu se vrnem kasneje, najprej Seltos, ker je pač najpomembnejša novost. Evo, so ga samo zame dali tukaj noter, da ga lahko v miru posnamem. Avto je dolg 4,43 metra, širok 1,83, visok 1,6. Meni se zdijo te mere idealne za naše ceste in parkirišča in garaže, da ga še nekako slačeš v tiste stare, ker ni prevelik. Kompaktno deluje, ampak ima vseeno kar veliko prostora, ker je medosna dolga 2,69 metra in naslon zadnje klopi se lahko še malo pomika naprej nazaj. Prtljažnik meri 536 litrov, če upoštevam še prostor pod tole polico, kar tudi ni slabo. Ima pa eno zelo zanimivo funkcijo, V2L, Vehicle to Load, ampak v hibridu. Navadno smo na to navajeni pri priključnem hibridu ali pa pri električnih avtih in če vam pogosto pride prav, da kaj polnite, recimo svoje električno kolo in podobno, je to super zadeva. Je pa kompromis tukaj v prtljažniku, ker napajalni modul potem vzame tukaj spodaj kar veliko prostora. Dva motorja bosta na voljo oziroma dve različici in z dvema pogonama. 1,6 litrski turbobencinski stroj, tega že poznamo od prej in ima 132 kW, to je 180 konjev. Lahko ga izberete s 6-stopenjskim ročnim ali 7-stopenjskim robotiziranim menjalnikom in s sprednjim ali klasičnim 4-kolesnim pogonom. Potem je pa tukaj še hibridna verzija s prav tako 1,6 litrskim motorjem, elektromotorjem in baterijo s kapaciteto 1,49 kWh. Ta ima 113 kW, kar je 154 konjev. Velika novost pa je 4-kolesni pogon e-AVD, ki je na voljo samo s hibridom. Ta ima pa dodan še en elektromotor zadaj. Baje ima 57 kW, sistemska moč pa je v tem primeru 130 kW, to je 178 konjev. Ta kombinacija bo za marsikoga zanimiva, ker ne povečuje porabe goriva, skrbi za boljši prenos moči na podlago, obenem pa ne potrebuje toliko vzdrževanja kot klasični 4-kolesni pogon. Kaj lahko rečemo o vožnji? Predvsem je umirjena. Seltos sicer ima dobro uglašeno podvozje, ampak je nastavljeno za lahkotno vožnjo, ki bo najbolj ustrezala družinam. Tudi izdelava se mi zdi zelo dobra in ureditev prostora tukaj ob vozniku je vrhunska, ker imam toliko odlagalnih mest, veliko pravih gumbov, vse je zelo pregledno. Res, z uporabniškega vidika je to zelo prijeten avto in bo za marsikoga odlična izbira, če le ne bo predrag. Tale je pa naš stari znanec, ker je Exit med nami že od leta 2019 in očitno je zelo priljubljen, ker so jih v tem času prodali kar 276 tisoč. No, tole je že druga osvežitev Exida, obenem pa sem izvedel, da klasičnega Sida sploh ne bo več, samo še takšen z X, ki ima malo več zaščitne plastike in višje od tal. Dimenzije so praktično iste oziroma celo malo krajši od prejšnjega zaradi za 15 mm krajšega previsa spredi, ki ga je ustvarila popolnoma nova maska. Tukaj se najbolj vidi kombinacija teh vertikalnih elementov in horizontalnih linij, kar Korejci imenuje Opposite United, torej združena nasprotja. Sem se toliko razgovoril o obliki, ker drugih ful velikih novosti pa ni. Ok, tudi v kabini boste opazili nov volan z dvema prečkama, pa dva zaslona pred sabo, ampak v primerjavi s Seltosom deluje veliko bolj klasično, da ne bom rekel zastarelo. Tistmu se pozna, da je čist nov. Kar se vožnje tiče, lahko povem, da so malo dodelali podvozje, zato ta v primerjavi s Seltosom deluje skoraj športno, ker se ga veliko bolj čuti, ko ga voziš. Tako da imam hiter zaključek. Exit je bolj vozniški, Seltos pa bolj družinski. Tudi udobje med vožnjo so tukaj izboljšali zaradi boljše izolacije tresljajev in hrupa.
Motorja sta pa še naprej litrski 3-valjni in 1,6 litrski 4-valjni. Oba turbo, oba bencinska, prvi z močjo 85 kW, to je 115 konjev, drugi pa 110 ali 132 kW, to je 150 ali 180 konjev. In ta model je že pri nas. Model Niro pri nas nikoli ni bil neka huda uspešnica in verjetno tudi zdaj ne bo, lahko pa povem, da so tudi tega rahlo osvežili, da je bolj podoben ostalim modelom Kie. Pri nas bo baje jeseni. Prav je, da je to praktičen avto, ki je vmesna stopnja med klasičnimi in električnimi. Vidim, da so Korejci predstavili res dobro ponudbo v segmentu C, ki je v Evropi daleč najbolje prodajan, zato in tudi gre tako dobro, ker so v prvi polovici letošnjega leta postavili nov rekord prodaje. Še ena novost prihaja kmalu, imenuje se K4. Tja sem pa jaz kar rad hodil, ko sem bil mlad.